Gospodje, lepo pozdravljeni v sončni Kranjski Gori. V imenu ASK Kranjska Gora in pa organizacijskega komiteja Pokala Vitranc vas lepo pozdravljam na novinarski konferenci pred 63. Pokalom Vitranc, ki se bo pa z veleslalomsko tekmo začel čez slabih 23 dni. In tudi letos je tule v največjem slovenskem zimsko-športnem središču Slovenije vse pripravljeno na dogodek, ki bo predstavljal vrhunec zime. In tudi vsi načrti zaenkrat še potekajo v skladu z vsem, kar smo planirali. Snega je zaenkrat še dovolj. Tekmovalna proga pa je svoj preskus v tej sezoni že doživela v začetku januarja, sicer pa več informacij o tem v nadaljevanju. Veliko čast in predvsem zadovoljstvo pa nam je, da lahko v naši sredini pozdravimo ministra za gospodarstvo, turizem in šport, gospoda Matjaža Hana. Poleg ministra pa bodo vaši današnji sogovorniki še gospa Henrika Zupan, županja občine Kranjska Gora, gospod Gregor Benedik, predsednik Alpskega smučarskega kluba in predsednik organizacijskega komiteja Pokala Vitranc, gospod Srečko Modren, generalni sekretar Pokala Vitranc, gospod Luka Vrančič, direktor turizma Kranjska Gora in pa gospod Dejan Vidiš, eden ključnih mož največjega slovenskega apres-ski. Pa bomo začeli kar z vami, gospod minister. Dogodki svetovnega formata z dobro medijsko pokritostjo, kot denimo Pokal Vitranc, kar bomo videli v nadaljevanju, so pomembni za promocijo Slovenije in njenega turizma v svetu. Kje vidite dodano vrednost pri promociji Slovenije? Najprej lep pozdrav in naj takoj odgovorim na vašo napoved. Jaz sem neizmerno počaščen, da sem lahko zdaj kot minister en del športne ekipe, ker se zavedam, kaj je šport v svoji zgodovini Slovenije naredil za promocijo naše države in mislim, da je zadnji čas, skrajni čas, da politika država minimalno vrne športu tisto, kar je športov za promocijo te prelepe države. Tako da se zahvaljujem organizatorjem, da so danes del te zgodbe. Zdaj, kar se tiče Pokala Vitranc, je eden najstrenejših tekmovanj, kar vem, v Sloveniji in definitivno Pokal Vitranc združuje in povezuje Slovence in Slovenke. Na Pokal Vitranc moramo biti absolutno ponosni in glede na smučanje, jaz mislim, da je eden izmed treh najbolj prestižnih dirk v smučariji in verjamem, da bodo organizatorji uspeli kljub sicer lepem vremenu, ampak ne takšni, ki bi si ga mi želeli pripraviti vse za to tekmovanje. In jaz se moram tukaj iskreno zahvaliti vsem prostovoljkam in prostovoljcem organizaciji lokalnih skupnosti za vse to, kar bom rekel v letošnjem letu delate in kar ste naredili v vseh 62 letih za to, da ste promovirali našo Slovenijo. Zdaj, kar se tiče pa športa, mednarodnih dogodkov in tako naprej, pa mislim, da smo v leto pa pol, kar smo prevzeli, bom rekel, vajeti na tem ministrstvu, odločili, da je šport in gospodarstvo za moje pojme naredili najprej prave temelje, ker se zavedamo, da šport naredi ogromno za promocijo Slovenije, posledično tudi za turizem. Če samo ena stvar povem, turističnih podatkov ali pa statistika kaže, da smo na turističnih zmogljivostih oziroma da smo na leto 2019 in verjamem, da so vse športne traditve, ki so imeli v lanskem letu in v letošnjem letu pripomogli k dvigu turističnega obiska v Sloveniji. Tako da mi bomo s tem absolutno nadaljevali. V letošnjem letu upam, da bomo sprejeli tudi zakon o velikih mednarodnih dogodkih, zato da bomo lahko to še lažje financirali. Bo pa že letosno leto kar nekaj vrhunskih dogodkov v Sloveniji, ki bodo Slovenijo promovirali. Če se dotaknem samo nekaterih, ki so nam športniki omogočili, da bo Slovenija prepoznavna. Pustimo olimpijske igre, pustimo zdaj nogometno evropsko prvenstvo, ampak zelo sem ponosen na to, da bo letošnje leto tudi evropsko prvenstvo v kajaku v Sloveniji, potem bo Dragič se bo poslovil z prestižno tekmo, danes se začnejo prodajati karte, potem kar odbojkarji bodo imeli pomembno tekmovanje pred olimpijskim igram v Sloveniji. In vam moram povedati, vse to mi pomagamo sponzorirati, zato da lažje se pripravimo na to dobro organizacijo in evo,
mi bomo s tem zadevam šli naprej. Mogoče še eno vprašanje, minister. Pomembno so seveda tudi vlaganja v športno infrastrukturo in ministrstvo je nenazadnje pred kratkim imelo razpis, kjer je šlo kar nekaj milijonov za športno infrastrukturo, če se ne motim. Res je, v lanskem letu smo prvič naredili razpis za investicijo v športno infrastrukturo v lokalne skupnosti, ker mislimo, da je potrebno tudi lokalne skupnosti na nek način podpreti. Tudi v letošnjem letu, računamo v mesecu pa pol, bomo šli v največji razpis v vrednosti cirka 30 milijonov dveletni tudi za lokalne skupnosti, za obnovo športnih objektov, dvoran in pa tudi za zunanje površine. Letošnje leto smo prvič, v zgodovini zelo hitro sprejeli tudi LPŠ, kjer smo letni program športa, kjer smo tudi financiranje povečali za več kot 5%, tako da bomo kar čez skoraj 640 milijonov evrov namenjenega za to. Jutri, kar je zelo pomembno, to verjetno, da jih bojo nekateri pozdravili, gre razpis za športne trenerje. Za 2 leti 9 milijonov 200 bomo namenili za to. Tako da delamo, na tem področju. Moram pa reči, da imam absolutno podporo in pomoč pri vseh športnih delavcih, pri olimpijskih komiteju in mislim, da ta sodelovanje in tudi s panožnimi zvezami je že počasi obrodilo sadove. Tako da jaz se še enkrat in tle zaključujem hvaležen, da sem nekaj vsaj malo ta moment del športa kot politični. Najlepša hvala, gospod minister. Pa gremo vam, gospa županja. Sodelovanje med občino in pokalom Vitranc je na zelo zgledni ravni. Občina se turistično razvija, v vsaki zimski sezoni je bolj polna. Zdaj pa prihajata 2 vikenda, ne zdaj, no, čez 3 tedne, ki dvigata ogled Kranjske gore, pa predvsem polnita turistične kapacitete. Pa morda še vprašanje za vas, kako se ta aktivna promocija tudi preko tovrstnih projektov pozna ne le na ceni kvadratnega metra nepremičnin, ampak predvsem na polni poletni sezoni. Najprej lepo pozdravljeni, seveda tudi v mojem imenu in dobrodošli v Kranjski gori. Seveda, take prireditve, kot so Pokal Vitranc, to so tradicionalne prireditve, veliko pripomorejo k promociji Kranjske gore in tudi Slovenije. In seveda, tako bom rekla, tudi obiskovalci in seveda mediji ponesejo našo destinacijo v svet. To je zelo pomembno. Seveda, prireditve pripomorejo tudi k temu, da je zasedenost naših ležišč, bom rekla, v času teh prireditev precej boljša in se dejansko na ta način tudi malo podaljša zimska sezona. Tako da vsekakor smo zelo veseli, da pač te številne prireditve privabljajo naše kraje, tako obiskovalce kot tudi medije. Najlepša hvala. Strani organizatorja Pokala Vitranc bo naš prvi sogovornik predsednik OK. Gregor, ASK in Kranjska gora postajata vedno bolj center slovenskega smučanja, tako s poligoni, pa kot seveda tudi možnosti pa povezovanji z različnimi klubi v Sloveniji, pa ne nazadnje tudi seveda preko meja Slovenije, ne nazadnje tukaj z nami predsednik Koroške smučarske zveze, tako da se širimo tudi mi. Ja, tudi z moje strani lep pozdrav vsem novinarjem, vsem obiskovalcem, posebno pozdrav ministru in županji. Ja, pač Kranjska gora tako lokacijsko kot skozi svojo zgodovino je sigurno najbolj prepoznaven smučarski center v Kranjski gori, mislim v Sloveniji. Verjetno prav zaradi teh tekem. Zdaj, leto se je zgodilo, da že v prejšnjem letu je bila tudi ženska tekma tukaj, tako da upam, da uspemo. Mi vedno govorimo to telovadnico za smučanje, razširiti tudi na kakšne druge kraje. Poligoni za trening so prepotrebni so zaradi uspehov domačih smučarjev. Vemo, da je tudi uspeha na takih prireditev povezan z rezultati domačih smučarjev. Na tem mi delamo že par let, tudi sodelujemo s Smučarsko zvezo na tem področju in upamo, da bomo s pomočjo države, ministrstva in lokalne skupnosti to lahko nadgrajevali. In kot si prej rekel, da je tukaj tudi predsednik Smučarske zveze Koroške, sicer koroški Slovenec, ampak zanesenjak, nam tudi pomaga pri promociji, tudi tekmuje danes, to nekaj pomeni.
No, ne smemo pozabiti tudi suporta Smučarske zveze Slovenije, ne nazadnje z nami tudi generalni direktor Smučarske zveze. Pa mogoče skočil še na eno drugo temo. Več let že govorimo o načrtovanju pa izvedbi nove arene, a bo preveč vprašam, da bo prva lopata? Ja, to smo 6 let nazaj smo začeli udejanjati to idejo. Udejanjali smo to, gledali, že bomo danes, mislim, že pred enim letom pa pol veljavno gradbeno dovoljenje. Tukaj so, kot smo že danes večkrat slišali, problem finančna sredstva, tako da ni nam točno jasna ali pa znana, nobenemu tukaj, tudi Smučarski zvezi, ne prihodnost vseh teh tekem, glede na koledar, ki se trenutno dela za 2 leti naprej, je težko planirati kakršnekoli zadolžitve, kakršnekoli finančne konstrukcije. Vendar, kot rečeno, jaz upam, da bomo lahko s pomočjo mogoče države, mogoče kakšnega razpisa, ki je bil prej omenjen, in seveda s pomočjo lokalne skupnosti to realizirali in res postavili nek temelj, ki bo namenjen športom, ki bo namenjen tekmovalcem, ki bo namenjen tekmovanjem in naredili še 2 koraka naprej v primerjavi s tujimi organizatorji. Super, hvala Gregor. Srečko, pokal Vitranc se vrača v stare tirnice, soboto slalom, nedeljo veleslalom, letos po 2 letih, potem, ko bo 2-krat veleslalom, imamo zdaj spet nazaj klasični program. Ja, pozdravljeni tudi z moje strani. Res je, vračamo se v predkoronske čase, ko je naš tradicionalni program obsegal veleslalom in slalom. Se pravi, v tem kontekstu lahko rečem, da če nadaljujem, recimo, prav tekmovalne proge, vidite, da vremenske razmere niso najbolj ugodne, da imamo v bistvu pomlad ali pa poletje sredi zime, kar se v vsakem primeru pozna na snežnih zalogah, vendar v tem trenutku ni situacija še zelo kritična. Potrebovali pa bomo sigurno nekaj sodelovanja vremena z nizkimi temperaturami, morda tudi z kakšnimi snežnimi padavinami. Tako da v tem trenutku gledamo v bistvu v te 3 tedne, ki nas čakajo do same tekme, zelo optimistično, pa zavedamo se pač tudi veliko dela, ki ga moramo opraviti na sami tekmovalni progi in ob tekmovalni progi, ker v tem trenutku je sneg v bistvu samo na tekmovalni progi, od slalom, veleslaloma štarta do cilja. Manjka nam seveda warm-up proga, ki je ni v tem trenutku. To bomo pač reševali kasneje, ko bomo videli, kakšna je situacija. Drugače pa pravim, mi gledamo optimistično, da bomo zadostili zahteve FIS-e. Snežna kontrola bo 29. februarja, se pravi zadnja februarja, in takrat verjamem, da bomo lahko tekmo potrpili. Če gremo naprej, prijave v bistvu imamo iz 25 držav, še zadnje prijave prihajajo, ker so se pač nekateri trenerji, en trener se je pozabil pravočasno prijaviti. Dokončne poimenske prijave bomo imeli 5 dni pred tekmo, do 4. marca. Seveda prihajajo vsi najboljši smučarji v tem trenutku v svetovnem pokalu, ki si ga niso poškodovani. Program tekme, kot sem rekel, je tradicionalen. Petek začetek z sejo vodij ekip in pa tradicionalni grubi memorial, dobrodelna prireditev v Kranjski Gori, ki poteka že vrsto let v organizaciji Jerneja Mlekuža in je v bistvu v okrilju tega vikenda pokala Vitranc. Sobota in nedelja veleslalom in slalom štart 9:30, drugi tek 12:30. Po tekmovanju v soboto bo flower ceremony v ciljni areni in pa proglasitev zmagovalcev v bistvu zvečer v okviru tega našega največjega preskija, katerega informacije bo kasneje podal kolega. V nedeljo pa se dogaja vse potem v ciljni areni tudi proglasitev zmagovalcev. Zdaj novosti,
če jaz spodnje dve točke omenjam, to je spremenjen potek krožnega prometa, imamo novo dovozno cesto, v bistvu krožišče, v Podkorenu novo dovozno cesto na poligon, ni še idealno urejena, je pa urejena toliko, da se da uporabljati in tudi dobili bomo, oziroma imamo začasno uporabno dovoljenje, da ga bomo lahko uporabljali. Prometni plan bo pač prilagojen tudi temu, bo neka kombinacija starega in pa novega. Potem smo na poligonu letos uspeli obnoviti komunikacijske vode, to se pomeni sooptične napeljave za produkcijo TV signala in pa TK kable za data and timing. To je bil precej velik zalogaj, tudi precej drag, saj nas bo stalo to približno 100 000 evrov. Pa morda še beseda ali dve o bolj kakovostnejšem, predvsem v polnem spremljalnem programu. V soboto bomo med obema tekama nastopil ansambl Saša Avsenika, s katerim želimo nagovoriti tudi predvsem publiko severno od Slovenije, torej Korošce. V nedeljo pa zabava z Viljem Resnikom v ciljni areni. Nazadnje Vilje je velik ljubitelj smučanja, tudi danes ga lahko vidite, in ste se ravno prej spustil po progi. In pa potem še največji slovenski après-ski, nov koncept zabave z več kot 10 nastopajočimi in pa programom za otroke ob med 17 in 18 uro, sicer pa več o največjem slovenskem après-skiju Dejan potem v nadaljevanju. Pa gremo naprej, Srečko, še na vstopnice. Vstopnice se prodajajo že v bistvu 15. decembra, stojišče tribuna pa VIP vstopnice. Cene so primerne, lahko rečem, da so ostale na nivoju izpred let. Prodaja se vrši v predprodaji in lahko rečem, da v sklopu te akcije, promocije in pa ponovne prepoznavnosti umestitve tekmovanja za pokal Vitrans v slovenski prostor, za katero smo se dogovorili predvsem z medijsko hišo Media 24, lahko rečem, da se je predprodaja dvignila enormno v primerjavi z prejšnjimi leti. Upamo, da bomo v predprodaji prodali količino kart, za katere smo planirali, ker planiramo prihodek iz naslova vstopnin nekje v višini dobrih 100 000 evrov. Seveda se večino kart prodaja na licu mesta pred vstopom v ciljno areno. To je pač tradicionalno v Sloveniji, da se ljudje odločajo v zadnjem trenutku. Namesto kampanja medijska želimo to malo spremeniti to krajino, da bi se ljudje odločali za nakup kart že preden pridejo v Kranjsko Goro. Imamo atraktivne akcije, do zdaj je bilo Valentinovo, akcija bo 29. februar, nek poseben datum, nek se ponavlja vsake 4 leta. In pa so še druge akcije, katere pa sproti objavljamo. Prodaja kart se vrši preko sistema Eventim, preko sistema Petrol Ticket in pa preko naše spletne strani Pokal Vitrans. Pa dajmo povedati še to, da je prostor stop zastav v velikosti najmanj 150 cm slovensko seveda. Ja, to je pa že tradicionalna akcija Pokala Vitrans. Že leta nazaj s temi zastavami pač ustvarjamo neko slovensko domače vzdušje v ciljni areni. Ker še vedno prihaja, hvala Bogu, da prihaja veliko gledalcev iz meje, predvsem z Koroške, Štajerske, Avstrijske, ki so pomemben del te publike, ampak vse je fajn, da prevladujejo slovenske zastave. Zagotavljanje sredstev, to je pa vedno težka tema, pa vsak let težja je. V vseh teh tektonskih premikih, ki so se zgodili v FISI v zadnjih letih, se je ta trg športnega marketinga, v bistvu mednarodni trg športnega marketinga nekako sesul. In je izredno težko zagotavljati sredstva, sponzorji čakajo do zadnjega trenutka, seveda zato, da te v zadnjem trenutku lahko stisnejo in dosežejo bolj ugodne cene za pakete sponzorskih, ki drugače prodajamo že celo leto. Mi smo lahko ponosni na to, da smo zagotovili sredstva, nimamo še popolnoma pokrit budžet, ampak moramo imeti od tujih sponzorjev, ki nas zvesto sledijo, so generali FTI Vredstein z Gonc,
Domačih moramo imeti seveda Spirit Slovenija, Gimza Spirit Slovenija, ki je najpomembnejši slovenski partner pokala Vitrans. Potem letos na novo sodelujemo s Petrolom v okviru Smučarske zveze, skupni pogodbi NLB, generali slovenska izpostava, Porsche Slovenija. Imamo pa odprtih še 3-4 zadeve, katere upamo, da bomo zaključili uspešno in s tem pokrili vse stroške pokala Vitrans. Stroško planiramo približno 1 560 000. Prav ta denar zagotoviti ni mačji kašelj. Javni razpis, občina Kranjska Gora je letos objavila javni razpis za te velike športne prireditve. Mi smo se prijavili, župani upam, da bomo uspešni na prijavi. Ker Kranjska Gora brez pokala Vitrans ne bi bila Kranjska Gora. Meni pa še težje partnerje pokala Vitrans, s katerimi dobro sodelujemo že vrsta let. RTC, predvsem, to je najpomembnejši partner, ker brez njih tekme ne bi bilo na njihovih terenih. Hitra Pineja, ki zagotavlja gostinske storitve, hotelske storitve. Expo biro Vertex, Vina Puklovec so že drugo leto z nami. Pokale za zdravstvo Rogaška Slatina, komunikacije Telekom, elektriko, Elektrogorenjska in Petrol Energija. Potem pa seveda komunala. In pa moram pohvaliti oziroma omeniti dobro sodelovanje preko Smučarske zveze s Slovensko vojsko, ki nas zagotavlja kar veliko infrastrukture in pa reševalnega helikopterja, ki ga potrebujemo za nemoteno izvedbo same tekme. Kaj pomeni Kranjska Gora, oziroma kaj pomeni pokal Vitrans v kontekstu medijskega dosega? Številke vidite tlele, skupno je bilo preko 400 ur prenosov iz Kranjske Gore, od tega 230, dobrih 230 ur, 240 ur neposrednih prenosov samega tekmovanja, se pravi od štarta do cilja. Pokritost je pa po podatkih Value Media oziroma Infronta, lastnika medijskih pravic, doseg je bil približen 66 milijonov. Po nekih drugih podatkih imamo pa doseg celo preko 70 milijonov, ker delamo pač neke paralelne analize v tujini. Tako, ta 2 dni si ogleda pokal Vitrans preko te zasnove, preko 60-70 milijonov ljudi. Od tega približno 17 milijonov živo. Tle je seznam postaj, medijskih postaj, hiš iz tujine, države, ki prenašajo tekmo živo iz Kranjske Gore. Tle so potem še highlighti, post-production, potem so magazini, novice, sprav Kranjska Gora, tekma z Kranjske Gore gre v bistvu na vseh 5 kontinentov. Doseg oglaševalski je pomemben tudi za trge, na katere gravitira slovensko gospodarstvo in pa slovenski turizem. Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Italija, Švica. Zdaj turizem imamo tudi za Slovaško, Švedsko in Norveško. Tle so samo za primerjavo navedene vrednosti, časovno vidnost posameznih znakov, logotipov v času prenosa in pa medijska vrednost teh logotipov, če gledamo Kranjsko Goro, je bilo preko 26 ur v teh prenosih viden logotip Kranjske Gore. Medijska vrednost, to pomeni, če bi želel ta medijski prostor zakupiti, je preko 8 milijonov. Medijska vrednost, ne. Tako da, mislim, da ne rabim več razlagati, koliko je pomembna taka tekma, tak dogodek v občini Kranjska Gora, samo Kranjska Gora in njena promocija. Pa še nekaj tehničnih stvari, sprejemni center letos bo v hotelu Kompas. Njih ne, ampak hotela Kompas, tako kot pred korono, v kletnih prostorih oziroma kongresnem centru. Akreditacija za medije petek, sobota, nedelja. Zahteve izključno preko spletnih strani, tako da mediji ne pošiljajo nobenih mailov, ker na te ne bomo reagirali. Pa izredno pomembno je medijske pravice. Snemanje, snemalne naprave, če ste akreditiran, če nimate razčiščenih medijskih pravic z lastnikom, to je z Infrontom, ne morete. Mi bomo mogli pa striktno uveljavljati to politiko, ker medijski partner Infront je zelo pomemben, da zagotavlja skoraj pol
potrebnega budžeta. So pa zelo striktni pri teh zadevah, tako da, če želite snemati, če želite uporabljati videoposnetke na Instagramu, na Facebooku, na spletu, na kjerkoli, potem razčistite te pravice z lastnikom pravic. Medijsko središče bo v Podkorenu, tako kot že tradicionalno, prva sobota, nedelja. Na voljo bo 60 mest za novinarje. Seveda prvenstveno bo imel prioriteto novinarji, mediji, ki zasledujejo svetovni pokal redno in pa seveda tudi domačih lokalnih medijev ne bomo zanemarjali. Sestanek vodi ekip je pa v hotelu Kompas v kletnih prostorih v petek in v soboto popoldne. Vse informacije vezi tega boste dobili tudi preko Vitrans apa, ki se ga naložite, razložil bo pa Žiga. Na Vitrans apu namen je vsekakor to, da se počasi dajemo v neko brezpapirno poslovanje. Na njem so naloženi vse štartne liste, vsi rezultati po vožnjah, pa tudi časovna analiza, pa tudi dodatne informacije. Običajno ga uporabljam tudi zato, da v bistvu sporočimo zjutraj po ogledu proge, po jury meetingu, ali je tekma potrjena ali ni. Tako da skakor si zelo toplo priporočamo, da si ga naložite. Zdaj pa gremo naprej po naši mizi. Luka Vrančič, turistična ponudba Kranjske Gore mora biti pestra. Stališča turizma so zato dogodki, kot je pokal Vitrans, odlična iztočnica, da se goste zdrži ne samo preko dneva, ampak tudi da ustvarja ločitve. Kako se pa tega lotevate v Kranjski Gori? Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani. Veseli, da smo se zbrali v takem velikem številu in zahvala za vaš prihod. Nedvomno lahko potrdim tudi srečne besede oziroma besede, ki smo že slišali za to mizo. Pokal Vitrans in ostali veliki mednarodni športni dogodki pomenijo celo lahko rečem identiteto kraja. Brez teh dogodkov seveda ime Kranjske Gore v svet ne bi šel v tem obsegu. Tako da tu velika zahvala vsem organizatorjem in seveda vselej dobrodošlica. Drugače pa športni dogodki že dolgo časa pri nas niso zgolj samo športne narave, ampak želimo dodati tudi popestriti spremljevalni program. Več o tem spremljevalnem programu pa potem v nadaljevanju dajem. Skratka, s tem spremljevalnim programom želimo prvič privabiti, drugič zadržati obiskovalce in pa seveda predvsem navdušiti, da potem s to dobro izkušnjo popeljejo ime Kranjske Gore domov in v svet. Hvala, Luka. Dejan, tako na Aktualu kot na Veseljaku imate s prijeditvami velikega formata kar nekaj izkušenj, ne bomo naštevali vseh, pa kljub samo v letošnji zimski sezoni ste se odločili za največji slovenski apreski v Kranjski Gori. Zakaj? Jaz moram se prvo zahvaliti, da sem lahko sploh tukaj. Moram povedati, da ker sem bil mejhen, ko so rekli Kranjska Gora, je bil to eden izmed državnih praznikov v takratni domovini. In to takšen ni se delali, praznovali se je, navijali se je in po mojem imamo ta DNK, se je en del generacije še vedno tako zapisan. No, in zato moram reči, hvala in lep pozdrav vsem zbranim tudi z moje strani. Jaz predstavljam medijsko hišo, ki izdaja, oziroma jo poznate vsi po Aktualu in po Veseljaku, torej dva najbolj poslušana radija, en radio, kako reče temu mednarodno overall, torej med vsemi, eden pa najbolj poslušan slovensko glasbo oziroma na tretjem mestu med najbolj poslušanimi komercialnimi radijskimi postajami in sedaj povabi tudi televizija. In ko te povabijo za partnerja, ti seveda srce zaigra celotni ekipi, ker nisem sam jaz tukaj, ampak mene so izbrali na sindikalni zabavi in žrebali, da sem jaz tisti, ki predstavlja Aktual in pa Veseljak in zdaj mi je prijetno, no, tako, ker imam zadnjo besedo, vse nekje, ker doma je nimam. Čeprav bom imel potem Grega še eno, evo. Takoj sem ženo omenil, že kliče, je že zaplet. No, v glavnem, ideja o apres-skiju je kot posod po svetu imenujejo te zabave po smučanju.
in zabave, ki veljajo za zelo bučne, za zelo vesele, na koncu včasih tudi dramatične, se je že kar nekaj časa v naši medijski hiši kotalile sem ter tja. Sploh, ko smo lansko leto skupaj z Laškim naredili skupaj projekt Gremo v hribe in v bistvu presenetili njih, sebe, pa tudi obiskovalce, da Slovenci gremo radi nekam na svež zrak, pa se tam radi tudi zabavamo. No in ko so nas iz Kranjske gore, torej iz Alpskega smučarskega kluba in pa turizma kontaktirali, je seveda srce hitro zaigralo. Zelo verjetno smo igrali Golico, teksta nismo imeli, ker ga nima, ne, ampak to verjetno vsi tukaj veste. In smo začeli tuhtati, kaj postaviti v ta zimski dragulj, kaj postaviti sem, kakšen kulturno-umetniški program, ki bo predvsem naš. Kajti, če prej sem slišal veliko teh besed, slovenska zastava, vstopnine ni, prideš not, maha z njo. Kaj je tisto, kar mi lahko svetu pokažemo, da smo Slovenci zelo družabni, zelo zabavni? Kaj je tisto, kar lahko mi tukaj naredimo, da ne bodo hodili za novo leto nekam žurati ali pa za vikende čez mejo? No, in ideja je bila, da naredimo največji slovenski alpski. Imamo alpsko vas, imamo podalpsko zabavo na sončni strani Alp, kar se pa vidi, ker vidite, koliko sonce sije. In največji slovenski alpski bo imel res hudo dober kulturno-umetniški program, če uporabim besede mojih kolegov na televiziji in pa na radiju, Veseljaki pa na Aktualu. Namreč, koncert lahko naredi kar vsak. Ni problem. Mi hočemo pa narediti prireditev, na katero bomo mi ponosni, obiskovalci ponosni in obiskovalci naslednji dan ali pa še 2 dni kar malo brez glasu. Ok, to ga bojo še dobili, da bojo lahko navijali, ko bo tekma, ampak ostalo bo brez glasu, ker se veste, kako pri Slovencih velja, bolj, ko si kripal, boljši se imel. No, in zato bomo že v 16:30 uri naredili odprtje, eno tako prav posebno povorko, bomo šli skozi Kranjsko goro, da obvestimo tudi obiskovalce, ki so tukaj, tisti čas, da se bo nekaj pomembnega, veselega, zadovoljnega dogajalo. In jasno, jaz sem zelo ponosen, da bodo na tej povorki moji sodelavci iz radia, televizije Veseljak in pa mladina glasbene šole Bučar in Veseljakov. To so harmonikarji in konji vžgejo, tam je 100 harmonik, vam povem, vam srce zaigra, pa je čisto vse, a ste na slaka presegali ali pa na avsenike. Potem ob 17. uri, tukaj dol, ki ste že nekateri parkirali, ki je nek oder postavljen, bomo imeli otroški program, torej za tiste najmlajše. Tukaj so mi to zapisali, ker jaz nisem več najmlajši, pa tudi doma nima več najmlajše, kako se to imenuje. Torej s popotnikom Jakom, to bo predstava za otroke. Saj veste, otroci so naše največje bogastvo. Potem, ob 18. uri, bomo pa štartali. Kot rečejo moji sodelavci, brez popuščanja. Dokler nam bodo dovolili upravne enote in tako naprej, to pa noben še nič povedal, ampak kolega, ki ima tukaj turizem, če se sam smeji, potem bo županja malo na minus, se tudi začela smejati, kar pomeni dolg bo to. In z nami bodo Čuki. Potem bo z nami človek, ki ga vidiš, veš, da moraš borovničke naročiti, kar je sadje v bistvu, zdravo, se to veste, Boštjan Konečnik. Potem bo vmes podelitev pokalov in žrebanje štartnih številk za slalom. Potem pa se kulturno-umetniški program zabavne narave nadaljuje in tam bo skupina Kingston, skaterji, Natalija Verboten, Dejan Dogaja, Špela Grošar, Miran Rudan, potem še Aktualova Galama, malo sem se dvignil, da malo to vidite, to je to. Potem bo tam tudi moji kolegi iz Veseljaka, Petkova pumpa, ekskluzivno v soboto, to se redko zgodi, in potem bo poleg tudi DJ Time. Gre pa za kulturno-umetniški program, ki pa posega tudi po tuji glasbi, pa še kakšno presenečenje. Se veste, vsega ne smemo povedati,
ampak bo še kako presenečenje in verjamem, da bomo v ponedeljek, torek, sredo na Veseljaku, na Aktualu, ko bomo spremljali klice gledalcev, poslušalcev, kako so se imeli, bodo to sami presežniki in veljala bo beseda, s katero bomo verjetno tudi zaključili naš kulturno-umetniški program. Vidimo in slišimo se naslednje leto na istem mestu, verjetno tudi v istem času. Tako da ta idilična lokacija bo imela tudi eno res posebno zabavo in jaz sem res zelo, zelo ponosen, da delamo skupaj in pripravljamo skupaj največji slovenski apreski, ker jaz verjamem, da je prav, da turistična destinacija, kot je Kranjska Gora, pokaže celi Sloveniji ali pa kar celemu svetu, da apreski ni se zabava tistega lokalnega gostinskega obrata, ampak je lahko tudi, kako bi rekel, v notranjosti koncert, spektakel. In Kranjska Gora si to zasluži in jaz verjamem, da moji kolegi na Aktualu in Veseljaku, torej radio in televiziji, bodo se izkazali, pokazali in naredili to, kar se od nas pričakuje, oziroma to še bomo presegli. Ker mi imamo to zapisano v DNK-ju. Mi Slovenci se radi zabavamo, radi ga žuramo in ko dobimo eno tako priložnost, je to to. In imamo več slovenskih praznikov in Kranjska Gora je prav, da se ponovno zapiše z največjimi možnimi boldanimi črkami, da je to to. Da se bojo ljudje to kar v koledarje zapisali in vedeli, aha, to je pa ta vikend, vemo, kje smo. Tako da to je to. Za konec bi mogel še citirati himno, prirejeno seveda. Vsi so se kar malo zamislili zdajle. Mislim, da kakšna skrita kamera ni, ampak meni so to zapisali, da bomo razumeli, kaj govorim jaz v tem DNK-ju. Nazadnje še prijatelji, kozarec zase vzdignimo, ki smo zato se zbratili, ker dobro v srcu mislimo. Živena vsi narodi, ki jih Repenedo čaka dan 9. marca, vi, gospa županja, pa 8. leta, ker ta praznik se pa še praznuje, kaj ne da. Torej, jaz sem nestrpen, jaz verjamem pa, da tudi vi, da vidite, kaj se bo dogajalo tako čez dan, ko bo tekma, pa potem zvečer in po noč, ko bo zabava. Ker navijati ne moreš, če ni potem žurke. Hvala. Ok, Dejan, hvala lepa. Morda se še dotaknimo še petkovega večera, ko bo na vrsti Grubin memorial. Reneja žal danes ni z nami, pa kljub vsemu, Grubin memorial je memorial v poklon Dragu Grubelniku. In v letošnjem letu se bo denar oziroma sredstva zbirala za 4-člansko družino iz Laškega, ki živi v veliki socialni stiski, živijo v stari vlažni hiši v eni sobi, ki je infrastrukturno primerna in pa tudi zdravje tej družini ne služi najbolje, tako da sredstva z Grubinega memoriala se bo letos šla za, kot rečeno, 4-člansko družino iz Laškega. Tako, mi smo prišli do konca. Pokal Vitrans, kot veste, je prisoten tudi na družbenih omrežjih. Pričenjamo tudi s kampanjo Mi smo Pokal Vitrans, s katero želimo splošni javnosti predvsem približati obraze in pa tudi delo ljudi, ki stojijo za temi oglasnimi panoji in pa tisti, ki jih načeloma ne vidimo na novinarskih konferencah, ampak so skriti v ozadju. To so vsi volonterji, ki vzdržujejo progo, ki pospravljajo, postavljajo kable in tako ali drugače z nami sodelujejo nekateri že celo več kot 60 let. Sicer pa hvala vam za vašo pozornost. Govorci so sedaj na voljo tudi za samostojne izjave in pa individualne pogovore. Sicer pa vse skupaj vabim še na podelitev priznam najboljšim na današnjem VIP veleslalomski tekmi, ki bo tukaj na terasi zunaj. Podeljevalec priznanj pa bo seveda minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han. Torej, lep dan v naši družbi še naprej in pa se vidimo čez slabih 23 dni spet tukaj v Kranjski Gori. Hvala lepa.